Do tega trenutka je bilo v Sloveniji testiranih 498 oseb in ostajamo na številki 6 potrjenih primerov. Slovenski zdravstveni sistem je pričakoval, da bo okužba prišla tudi v Slovenijo in smo na to tudi pripravljeni. Situacija seveda je takšna, da je potrebno sprejeti določene ukrepe, vendar je pod nadzorom in vse, kar je bilo potrebno, smo doslej tudi že storili. Na ministrstvu smo danes okrepili določene ukrepe in tako je bilo dogovorjeno, da se vsem bolnišnicam in socialno-varstvenim ustanovam prepove obiske. Seveda z enim posebnim poudarkom, da so izjeme dovoljene in da računamo tako na strokovno kot na etično odločitev vsakega posameznika, ki o tem odloča. Do nadaljnjega še vedno ostajajo enaka priporočila, ki smo jih dali za izobraževalne ustanove, kar pomeni, da šole in vrtci in fakultete normalno delujejo. Prav tako ostajajo enaka priporočila za javne prireditve. Se pravi, organizatorji naj poskrbijo za informiranje javnosti in vseh udeležencev o vseh higienskih ukrepih, ki so potrebni, predvsem pa, da opozorijo vse tiste, ki imajo znake kakršnekoli akutne bolezni, ki se slabo počutijo, imajo temperaturo, da ne obiskujejo teh prireditev in seveda, da prireditev ne obiskujejo tisti, ki so starejši, imajo veliko drugih pridruženih bolezni in so sicer tudi bolj krhkega zdravja. Velja še vedno tako, kot smo povedali že večkrat, prireditve prinašajo določeno tveganje, vendar trenutna epidemiološka situacija še vedno ne predstavlja tako velikega tveganja, da bi bilo potrebno v državi to prepovedovati. Tako kot je potekalo doslej, testiranje na vstopnih točkah še vedno poteka. Sektor za katastrofno medicino je v kontaktu s temi vstopnimi točkami, sproti se dogovarjajo o morebitnih spremembah oziroma dopolnitvah, tako zaloge opreme kot drugih tehničnih zadevah. Moram pa povedati, da glede na to, da se je število testiranj včeraj izjemno povečalo, seveda na vstopnih točkah lahko prihaja do težav. In glede na to, da želimo ta testiranja izvesti strokovno in pod nadzorom in da je po postopku določen čas potreben tudi za prezračevanje in sterilizacijo prostorov oziroma razkuževanje. Lepo prosim za strpnost vseh pacientov, ki prihajajo na te vstopne točke, da tudi če je potrebno malo počakati, da pravzaprav so potrpežljivi. Večina teh ljudi čaka na bris doma. V primeru, da je pa pacient ogrožen, pa veljajo vsa splošna navodila kot doslej. Takrat se kliče reševalno službo, takrat se vklopi v reševalni prevoz in takrat se postopa po ustaljenih postopkih, tudi če gre za koronavirusno bolezen. Tako da pozivam ljudi, kadar imajo hude težave z zdravjem, seveda, ki jih pripisujejo lahko tudi morda tej okužbi, takrat pokličejo seveda lahko nujno medicinsko pomoč. To je vse. Hvala. Z nami je dr. Zoran Simonovič iz območne enote in je za Maribor in ga vabim k besedi. Izvolite. Hvala lepa. Ja, tudi 6. primer okužbe s koronavirusom, ki smo ga zaznali v Sloveniji včeraj v mariborski regiji, je pravzaprav se okužil pri potovanju v tujini. Pacient je od petka do ponedeljka v manjši skupini prijateljev oziroma ljudi potoval po severni Italiji. Naslednja 2 dneva ni imel nobenih bolezenskih težav po vrnitvi. Bolezenske težave in torej povišana telesna temperatura se je pri pacientu pojavila v sredo v popoldanskem času. Od takrat naprej ni več obiskoval torej nekih mest, kjer se nahaja večje število ljudi, prav tako od takrat ni bil v službi. Epidemiološka služba je pravzaprav takoj zvečer, približno ob 10. uri smo bili obveščeni o potrjenem primeru. Epidemiološka služba je takrat poiskala osebe, ki so bili v tesnem stiku s pacientom v času njegove kužnosti in osebe, ki so bile v tesnem rizičnem kontaktu, vse osebe so dobile ustrezna navodila o nadaljnjih ukrepih. Rad bi poudaril, da je pacient ravnal zelo ustrezno, ko je sam v sredo zvečer opazil, da so se pri njem pojavile bolezenske težave, je naslednji dan po telefonu obvestil svojega izbranega zdravnika. Na to je bil dogovor o odvzemu brisa na vstopni točki za mariborsko regijo.
Okoli 5. ure popoldan je bris bil odvzet in kot rečeno, zvečer je potem bil rezultat pri pacientu pozitiven. V tem času pacient počakal v domači oskrbi. Hvala. Na zadnje vam predstavljam dr. Nino Gorišek, predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Prosim. Pozdravljeni, bolnik je, 6. bolnik je hospitaliziran v UKC Maribor, je v dobrem stanju, zaenkrat zgleda, da je obolel za blažjo klinično sliko. Sicer je bolnik tudi zaposlen v UKC Maribor, zaradi česar smo že ponoči izvedli vse potrebne ukrepe in omogočili varno delo. Poudarim lahko, da ni bil izpostavljen noben bolnik v UKC Maribor. Hvala. Zdaj pa vaše vprašanja. Izvolite, TV Slovenija, potem naprej POP TV, Vidim Planet. Zanima me, kakšni so ti ukrepi, ki so bili sprejeti v bolnišnici, lahko majčkeno pojasnite, ali boste oziroma ste testirali tudi tiste ljudi, s katerimi je prišel v stik v bolnišnici, pa morda takrat še ni kazal znakov, ste morali kakšne oddelke zapirati, kakorkoli v zvezi s tem. Na spletu se je pa pojavila tudi informacija, da so na Kitajskem ugotovili, da se je virus nekako razdelil na 2 seva. Spremljate tudi to situacijo, kako je s tem? Hvala. Ja, v bolnišnici smo že v nočnih urah pričeli z poizvedovanjem o situaciji in smo na podlagi tega izvedli vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja tako bolnikov kot zdravstvenega osebja. Ugotovili smo tisto populacijo, ki je bila v tesnem stiku, torej šlo je za nekaj zdravnikov in nekaj medicinskih sester, ki so bile v tesnem kontaktu. Pri tem pa bi rada poudarila, da je bolnik obolel šele v popoldanskem času, torej ko ni bil več na delovnem mestu. Za te bolnike smo, za te zdravstvene delavce smo že našli delovna mesta, kjer ne bodo izpostavljeni, torej kjer se ne bodo prihajali v stik z ostalimi bolniki. Prav tako pa je danes prehodno nekoliko okrnjeno delovanje kirurškega programa, torej le rednega. Poudarjam, da je dobro poskrbljeno in enako kot doslej za vsa nujna stanja, saj bomo zaradi tega temeljito in pospešeno očistili tako celotno področje, kjer se je okuženi nahajal. Seveda spremljamo informacije o morebitni mutaciji virusa. Zaenkrat pa lahko rečem, da kliničen pomen teh prvih informacij o mutaciji še ni znan. Hvala. Izvolite, POP TV. Hvala lepa, samo nekaj vprašanj. Janez Usenik, POP TV, nekaj vprašanj glede logistike. Včeraj so se pojavili nekaj vprašanj glede preobremenjenosti linij, se to ureja oziroma je potreben kakšen poziv ljudem, da naj ne kličejo samo z informacijami na te nujne linije, ki so namenjene res tistim, ki se jih išče za bris, in tudi glede poziva, da naj ljudje prihajajo seveda s svojimi avtomobili, ne z javnim prevozom. Kako je s tistimi, ki tega nimajo? Je tu kakšna težava z plačili prevoza za take ljudi, sploh če recimo je bil že potrjen primer, pa jih je treba prepeljati v bolnišnico? In še eno čisto postransko mogoče vprašanje. Pojavilo se tudi, da nimajo vse vstopne točke posebnih parkirnih mest in morajo včasih te, ki gredo na bris, parkirati na javnem mestu. Je to problem ali je tukaj toliko majhna možnost okužbe, da to ni zares nekaj, kar bi mogli? Hvala za vprašanje, me boste opozorili, če bom kaj pozabila. Zdaj, kar se telefonov tiče in telefonskih linij, mi pripravljamo tudi eno infotočko, na kateri bo več klicnih številk možnih in kjer bojo lahko ljudje, pravzaprav državljani, klicali tudi k nam na vlado, ampak za ta trenutek, mi smo včeraj definirali tudi zdravstvene ustanove, so prosile za dodatne linije, ker v resnici zdaj se je zanimanje za to zelo povečalo. Gre po večini za taka vprašanja zelo organizacijska, zelo navadna, ampak še enkrat poudarjam, bolni ljudje naj kličejo svojega zdravnika. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker zdravnik pacienta pozna njegovo situacijo, tako socialno, tako ima avto ali nima, ga lahko pripelje, a je senih hribov. Skratka, zdravnik bo najbolje znal presoditi in glede na podatke, ki jih bo dobil, tudi to, ali bo odredil reševalno vozilo ali ne. Zbiramo podatke, precej teh vprašanj se pojavlja, kako je s plačilom
koronavirusom. Zaenkrat je seveda v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljeno, kdo je upravičen do reševalnega prevoza, tako da kar tako ga seveda pacient ne dobi, vendar če gre za sum in za izolacijo, obstajajo pogoji za to. Tako da, kar se tega tiče, kaj je bilo še tretje? Aha, glede parkirnih mest, ja, tako je, to so javne površine, to se pravi večje tveganje za okužbo, o tem govorite. Seveda smo tudi to identificirali kot težavo, vendar morate nekaj vedeti, pacient, ki vstopi v sistem, dobi jasna navodila, kam naj pride, kje lahko pusti vozilo, seveda velikokrat je tako, da ga nekdo pripelje in v primeru, da kakršnakoli težava, se to sporoči. Ravnanje po poti mu je jasno razloženo, tako da tukaj jaz vendarle prosim ljudi za lastno osebno odgovornost. Ugotovili smo v teh nekaj dneh precej kršitev pravil in protokolov, kljub temu, da so navodila jasna, gre vendarle ne samo za lastno zdravje, tudi ogrožanje javnega zdravja in jaz upam, da lahko vsak pri sebi sprejme to odgovornost, da odgovorno ravna in da se zaščiti. Navodila so, da se vsak umije roke, preden gre od doma in potem seveda kadarkoli se česa dotakne, če je to taka oseba in lahko ravna zaščitno. Skratka, navodila vstopnega mesta so jasna, kako naj pride. Jaz upam, da državljani tole razumejo in če imajo težavo, da bodo to povedali, da bo vstopno mesto to koordiniralo.